Katarina Očko, 5. ekodan. Uspeh na celi črti. Rečite mi, kakšni so vaši občutki ob tej uspešni izvedbi tega dne? Občutki tisti pravi bojo, po moje, potem, ko bojo kmeti potrdili, da so bili zadovoljni, in takrat bom jaz najbolj zadovoljna, če bojo oni zadovoljni. Je težko organizirati tak ekodan? Odgovornost je velika, veselje pa še večje. Ja, mi smo zelo zadovoljni, da je to postal tradicionalni praznik, praznik ekoloških kmetij tudi v Laškem. Danes moram reči, da je zelo veliko ljudi, smo zelo zadovoljni. Tudi če več ljudi se odloča za nakupe, kajti zavedajo se, da je v bistvu z nakupom podpre tudi ekološkega kmeta, kakor pa predvsem sebe in svoje zdravje, in tako se okrepimo in smo skupaj vsi dobro, vsi super, ja. Razen po tem uspešni izvedbi in obisku, še po čem si boste zapomnili? Ja, Martinovo je seveda vsekakor poseben dan, tu postane mošt vino. Godba je bila, župan nas je obiskal in Društvo kmečkih žena, Osnovna šola Laško, Osnovna šola Vojnik, res širimo se in rastemo, in tako da, če ste letos slučajno zamudili, drugo leto sigurno ne smete, morate priti. Ja, 5. ekodan pa definitivno ne zadnji. Jaz sem izjemno vesel, da Društvo Deteljica, ki združuje ekokmetije, se redno udeležuje teh ekodni v Laškem, in tudi letošnji odziv po informacijah je bil izjemen, tako da smo se morali nekaterim kmetijam celo zahvaliti, ker je dejansko prostorska omejitev bila tista, ki ni omogočala še večje udeležbe. Vesel pa sem tudi, da so naše domače kmetije tiste, ki so vključene v to združenje in pa so ne nazadnje ta najboljši promotor tega našega ekokmetijstva. Vesel sem pa tudi udeležb osnovnih šol in pa šolarjev, ki so tudi seveda skuhali iz lokalnih in pa domačih sestavin same domače dobrote. Po čem si boste sicer letošnje Martinovo zapomnili? Po dobri hrani, po prijetni družbi in pa seveda morda po malenkost manjši količinski letini grozdja oziroma vina, zato pa po toliko boljši kakovosti. Martinov sejem, kakšen komentar? Martinov sejem je spomin na 800 do praktično skoraj 800 let od trških pravic Laškega, in Trg Laško je imel že takrat privilegije za prirejanje sejemskih dni. Tako da ta tradicionalni dogodek je en tak spomin na ohranjanje tradicije, ki traja že skoraj 800 let. Ja, zeliščna letina v primerjavi z prejšnjima dvema, ko je bila v bistvu zelo deževno, je bilo boljše. Še vedno nas je pa ta hladen junij zelo presenetil, tako da ni bilo pa idealno, no, tako bom rekla. Drugače imamo kar nekaj novosti. V letošnjem letu smo pričeli nekaj zelišč pakirati v filter vrečke. Zdaj posebnost te filter vrečke je, da ne pakiramo prahu, tako so te standardne, ampak so zelišča v večjih delcih, da dejansko lahko uporabnik pred uporabo še fajn zdrobi, s tem razvija dodaten aromo, okus, tako da je neka posebnost, tudi v bistvu sami jih spakiramo, tako da res skrbimo, no, da so delci veliki. Potem imamo pa še tudi eno serijo novih krem, potem imamo masažno olje za nosečnice, tako da je kar nekaj novosti pri nas. Prihajam iz Osnovne šole Vojnik, organizatorka prehrane. Smo tisti, ki vztrajamo pri sodelovanju z lokalnimi ponudniki. Še posebej smo veseli, če so še ekološki po vrhu, in to ponujamo učencem, tako skrbimo za njihovo dolgoročno zdravje. Tako, danes sta v ponudbi dva namaza. Namaz številka 1 je na naši šoli jajčji namaz. Tega ponudimo kar 2-krat na mesec in nič ne ostane. Ta drug pa je namaz iz pečene hokaido buče. Ta pa je v pripravi, torej razmišljamo, kako ga bomo ponudili, in seveda želimo si, da ga bodo sprejeli. Prav super je. Všeč mi je malo druženja, nekaj malega prodaje tudi, hvala Bogu, zato smo prišli. Tudi malo svoje viške prodamo, ker smo preveč predelali.
ker vse ne moramo sami pojesti. Ne. Kakšna letina je bila letos sicer? Srednje dobra letna je bila, bom rekel, malo manjši pridelki, ampak so pa kvalitetni. Kakšen je sicer položaj ekoloških kmetov v Sloveniji v tem hipu zdajle, v tem trenutku? Pa bi rekel, da nekje v 25 letih ni nekih velikih sprememb. Upajmo, da bo se to začelo dogajati. Imamo en čudovit sprejet akcijski načrt, ki bi ga bilo treba začeti izvajati. V njem so zapisane mnoge točke, ki bi zelo pripomogle k razvoju ekološkega kmetijstva. In jaz si strašno želim in upam, da bo ta akcijski načrt, ki ima še traje 3 leta, v večji meri ali pa v celoti izveden, potem pa bo vse veliko bolje in tudi veliko lažje in tudi kmetijam bo lažje, pa tudi potrošniki boste vedeli več, se je naravnan tako, da osvešča tako potrošnike, kot izobražuje te kmete, ki še niso ekološki, pa so na meji, bi, ne bi in moramo nekaj narediti, da pa bi, a ne, ker sej veste, v Sloveniji skoraj nihče ne uporablja sintetičnih gnojil in škropi, samo tisto malo še manjka, da bi bili vsi skupaj pol bivo in dobro. Izkušnje vaše, kako vam gre? V redu je. Skrbimo, da bi bilo čim več, bi povabil še druge, no. Čim več ekološkega, to je prihodnost. Ker? Mislim, da je naša prihodnost. Zakaj? Zdravje, zdravo življenje, čim bolj. Narava, živimo z naravo. Želimo si, da bi letos se z veseljem priključila šola Vojnik, šola Laško, kmečke ženske. Želeli bi pa še v duhu, da bi še razširili to vrstno udeležbo, da bi še več otroci sodelovali, ker bi posledično tudi starši prišli in spoznali, da je res to kvalitetna in vredna zaupanja pač pridelava oziroma pač pridelki in izdelki, katere ponujamo kmeti iz cele Slovenije.